Dogajanje ob Martinovem pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to največji praznik. A letos je dan zaradi epidemioloških razmer minil brez dogodkov. Tako zelo drugačno je proti prejšnjim letom, ko smo bili vedno v Mariboru, kjer smo imeli stojnico in smo prodajali naša vina, naše domače izdelke, hrano in seveda letos pa tega ni. Zato bi želeli, da vino se lahko prodaja doma na dvorišču in dobrodošli domov. Če pa je kdo iz drugega okolja, druge občine, pa imamo mi tudi dovolilnico, s katero lahko pripeljemo do njih. Letos jim usoda ni prizanesla, zavedajo se, da bodo vina ostajala. Sigurno, da bodo ostajala že spomladi. V letošnjem letu smo v bistvu 2,5 meseca stali, tudi doma na turistični kmetiji, kakor tudi našim gostincem, kjer vino vozimo, so zaprti. In sedaj je čisto isto se dogaja, in ne vemo, kako dolgo bo to trajalo. Letina je bila lepa, bogata in tudi kvaliteta je dobra, vendar bomo videli, kako bomo naprej. Z dejstvom, da letos največjega štajerskega praznika ne bo, se strinja tudi novo okronana mariborska vinska kraljica. Martinovanje je v bistvu največji vinski praznik v Sloveniji, v Mariboru smo pa tako tudi navajeni največjega martinovanja v Sloveniji na splošno kot praznovanja. Tako da je letos res niso najboljši občutki, ampak nič ne moramo sprejeti in upati na boljše leto, naslednje leto. In kaj se pravzaprav na Martinovo praznuje? Ja, na Martinovo se torej mošt spremeni v vino, to je ta običaj, in to je glavni dogodek. Potem pa se v bistvu na Martinovo poklonimo in nazdravimo letini, ki smo bili deležni. Letos smo bili deležni vseeno zelo dobre letine, kljub temu, da smo v težkem letu. Tako da se spominjamo dobrega in nazdravljamo prihajajočemu dobremu vinskemu letniku. In letošnja letina je več kot odlična. Pri Jarcih so sicer tudi letos pripravili nekaj steklenic za ljubitelje mladega vina. Izmed sort, ja, zelo lepi so laški rizlingi, sovinjoni, pa tudi muškati, beli pinoji, tako da mislim, da bo kar dobra letina, dober letnik. Mandat vinske kraljice se ni začel nič kaj družabno, a vsi si želijo, da bo že prihodnje leto drugače. Tudi jaz upam na boljšo prihodnost, vseeno pa bi ob tem trenutku rada poslušatelje oziroma gledalce spodbudila k nakupu štajerskih vin, štajerskih lokalnih vin, s tem, da spodbudimo in podpremo naše štajerske vinogradnike, ki se vseeno vztrajno trudijo in kletarijo na novem vinskem letniku 2020. Na ta dan sicer tudi kulinarična ponudba ne manjka. Za družinskimi mizami se praviloma postrežejo značilne jedi, ki se po regijah razlikujejo, a nikjer ne smejo manjkati gos, mlinci, rdeče zelje in vino.